Spoštovane in spoštovani, dober večer. Pred nami je tretji večer, tretja epizoda Cons modula na spletu. Se pravi, po znanstvenem stripu Moramo se pogovoriti umetna inteligenca in po pogovoru o izobraževanju. Danes Cons, platforma za sodobno raziskovalno umetnost, predstavlja prvi umetniški pogovor Boštjana Perovška in z Boštjanom se bo pogovarjala Petra Kapš. Preden pa predamo besedo Boštjanu in Petri, pa prosim Žana za video. Sama ideja za projekt je nastala na podlagi razmišljanja o tem, kako smo ljudje povezani s svojim naravnim okoljem in z ostalimi bitji, in kasneje od tega še, kako smo zorganizirani in kaj nas pri tem moti in kaj nam koristi mogoče. Vendar naj človeka ne zavede, da je to razstava o pajkih in pajkovih mrežah, ki gre pravzaprav za simboliko tistega, o čemer naj bi projekt govoril. Me zanima pri vsem tem, kako ljudje med seboj komunicirajo in po drugi strani, kako ljudje v tej komunikaciji so na nek način kontrolirani oziroma hote usmerjeni v neke določene dejavnosti. Seveda takšnega projekta se enostavno ne da izpeljati brez strokovnega sodelovanja z znanstvenikom, ki svoje področje temeljito obvlada. I think the wonderful thing with art is that you can break down walls, so you don't have to be within the limits you usually have in science. It's really nice to try to cross these borders of different Umwelten and to dive into other sensory worlds. And that's something we try to do here with the spiders. So we want to cross this border to vibrational signals, and to learn also more about vibrational signals, and maybe also to get a better feeling how other animals live with us and we live with animals. We actually believe that vibration is the much older way to communicate than airborne sound. And for many animals, we also have to prove that in evolutionary sense, the vibration signals are more important. Biotremology is, in short, actually the discipline of vibrational signals transmitted and received by organisms. It was always supposed to be part of bioacoustics, but in 2016 we decided to have our own meeting. Kakor je pajkova mreža sistem komuniciranja za živa bitja, pajke konkretno, pri njihovih dejanjih, kot so lovljenje hrane, razmnoževanje, seveda tudi delo same mreže, smo ljudje naredili neko drugo mrežo, ki povezuje vse ljudi na tem planetu, imenujemo jo pa seveda medmrežje. Medmrežje med nami so pravzaprav hotenja in pa tisto, kar bi nekateri hoteli od nas, in to zastonj. Gre za neke vrsto kontrole, ki jo korporacije želijo izvajati nad nami, pa seveda tudi politični sistemi. When it comes to the web building spiders, it's even more sophisticated. So you actually can see the spider web as an extension of the sensory organ of the spider. So the spider actually builds its own environment. A beautiful example is the Araneus diadematus, the orb-weaving spider we have here. And the spider sits actually in the hub, so in the middle, and from there it receives all the vibration coming to the spider.
and spiders have 8 legs, so they have many points to receive it. Kako slišati tisto, kar je na prvi pogled neslišno? Vzeti moramo neke vrste povečevalno steklo za zvok v tem primeru, ne za sliko, in se približati tistemu neslišnemu delu. Seveda, da to lahko slišimo, moramo uporabljati posebne pripomočke. To so mikrofoni, ki so izdelani predvsem popolnoma lahko za ta namen. V tem primeru gre za vibracijske mikrofone, gre za tako rekoč piezo senzorje, ki imajo posebna tipala, ki se lahko dotaknejo v tem našem primeru pajkove mreže in zaznavajo vibracije, ki se dogajajo na pajkovih mrežah. Potem drug vidik zvočnega materiala se pa nanaša na sam koncept projekta, ki govori o tem medmrežju in pa mreženju, ki obstaja med ljudmi. To pa so zvoki, ki so nastali v procesu pretvorbe GPS signalov, ki so jih ljudje prostovoljno, to moram res poudariti, prostovoljno predali za ta projekt. In beleženje teh GPS signalov je bilo približno takšno v tem smislu, kot ga mi puščamo pravzaprav odtise na medmrežju, ko brklamo po njem, ali pa ko hodimo in se premikamo po tem našem planetu in puščamo sledi za seboj. Zapravi, na koncu so se vsi ti različni vidiki in različni izvori, to se pravi tako akustičnega materiala živalskega sveta, kot tudi pretvorba GPS signalov v MIDI protokole in potem elektroakustična obdelava obojih združila v kompozicijo, ki seveda z upravičenosti nosi naslov zvočna prepletanja. Ekola. To je bil video zvočnega prepletanja. Zdaj pa pozdravljam Petro Kapš in Boštjana Perovška. Torej, začnimo s pogovorjem. Petra, dober večer. Boštjan, dober večer. Dober večer. Pozdrav iz Modne hiše. Se oglasim. Vse gledalce bi še rad opozoril, da so komentarji možni. Pravi, pošiljajte vprašanja, ki jih bo in Petra in Boštjan videla. Če bom pa jaz imel kako vprašanje, se pa jaz tudi pojavim. Boštjan, začnemo. Živjo. Čau. Čau, živjo. V galeriji Steklenik, v galeriji za zvok, bioakustiko in umetnost si pripravil tako večplastno zvočno instalacijo prepletanja in med drugim do detajlov, o katerih se bomo še se dotaknila, sta bile tam tudi dve pajkovki vrste navadni križevec, za katere si pripravil tudi posebno strukturo in pa z vodno membrano, z vodno površino, ki bi jima naj preprečevala oziroma bi jo naj omejevala, da bi ostale na tej strukturi, ampak se spominjam na otvoritvi in na tvojem performancu, sta te pajkovki ta prostor že zapustile. Pa me za začetek zanima, kje sta zdaj te pajkovki in če lahko mogoče za začetek poveš, od kod sta prišli in kje sta zdaj. In ja, mogoče to. Ja, kje sta zdaj obe pajkovki? Čisto dobro pravzaprav ne vem, zaradi tega, ker je galerija Steklenik zaprta za obiskovalce, pa ne samo za obiskovalce, ampak tudi zame kot avtorja in pa seveda tudi za producenta
tega dela projekta, se pravi za zavod Cona. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo samo obvestila. Brane iz Cone je bil nazadnje na hitro v stekleniku in je videl eno izmed pajkov, ki je videl, za katero rekel, da je ogromna. Seveda, zdaj se spomnim, pa je rekel, da je srečal tudi drugo pajkovko, ki je bila malo manj ogromna. Skratka, obe punci sta kar dobro napredovali in zrasli v lepe primerke. Zdaj, odkje ste pa prišli? To je pa malo daljša zgodba, je pa zanimiva v toliko, kajti, če se spomnite, spomladanski čas je bil kar hladen in pri iskanju pajkov nisem imel sreče v Sloveniji. Na Gorenjskem so bili precej majhni, na Primorskem so sicer malo bolj zrasli, ampak kljub vsemu niso dali vse od sebe, kot bi se reklo. In še po drugi strani je bil problem nekega časovnega pritiska, namreč treba je bilo posneti določen material pred samim začetkom, in pa seveda je bilo treba pajke dobiti pravočasno, po drugi strani smo se bali, da bo že spet prišlo do tako imenovanega zaklepa in onemogočenja potovanja. Potem so bile tukaj tudi počitnice, odprti in zaprti prostori in skratka je bilo kar nekaj problemov za zagotovitev pajkov v Sloveniji. V tem času sem se povezal tudi z Nacionalnim inštitutom za biologijo, kjer so mi pomagali z nasveti tudi dodatnimi in pa seveda tudi z nekimi primerki madagaskarskih pajkov, ki smo jih uporabljali v procesu snemanja v samem juliju, dočim ti dve pajkovki pa sta pripotovali z otoka Silba. Junija sem bil na Silbi in tudi tam sem tako rekoč komaj našel pajke, vendar ta vrsta navadni križevec je pajek, ki je na srečo doma tako na nekem otoku v Jadranu, kot tudi kakor tukaj pri nas v Sloveniji, se pravi, tu ni kakšna vrsta, ki bi korakala in bila tujerodna, ki bi se pritepla, ampak bi lahko bil to pajek iz našega vrta. No, to je taka zgodba o teh pajkih, potem je pa še kar nekaj zgodb, kar se tiče samega postopka snemanja, kako je to izgledalo, ampak mogoče malo kasneje boš povedala. Ja. Kot si povedal, tudi v tem predstavitvenem videu sta nekje dva ta osnovna vira zvočnega materiala, z katerima si delal in jo obdeloval. Pa bi se zdaj najprej kar nadaljevala tukaj za tem virom, kateremu si se posvečal, torej pajkom, členonožcem. Sama vem, da tudi si se v preteklosti veliko ukvarjal z stenicami. Tokrat so v ospredju pajki. In tudi vem, da si snemal in tukaj v Sloveniji in v Berlinu v enem posebnem laboratoriju, ki se ukvarjajo z znanstveno vejo, ki se imenuje biotremologija. Se pravi, veda, ki se ukvarja ki ima v osnovi vibracijo, ki se prenaša skozi snov, v tem primeru svileno nit. In bi te prosila, da nekoliko opišeš, mogoče tudi zgodbe, ampak tudi sam ta tehnični postopek in pa materiale, ki si jih uporabljal, in pa orodja, se pravi specifične vrste mikrofonov, ki si predstavljam, da so zelo subtilni. Na posnetku smo tudi videli, da je ena nitka mikrofona, skozi katero, ki jo je pajek opletel, se pravi, da je pobirala te vibracije, ki so, to bi rada poudarila, ki so signali, kar pomeni, da imajo svoj pomen. Se pravi, predstavljam si, da je neka gostota vibracije, ritem, vse ima svoj pomen.
in bi te prosila, ja, da vstopimo v ta čist mogoče tehnični izvedbeni postopek snemanja pajkov. Tako je. Če zdaj bomo govorili samo o pajkih, a ne, se pravi, ta živalski del projekta je res bazira samo na pajkih, bi bilo treba povedati, da je veda v biologiji, ki se ukvarja z vibracijskimi signali, se pravi, je pravilno biotremologija in pri tem se je to enostavno govorilo o vedi, o bioakustiki in del te bioakustike je bilo tudi proučevanje vibracijskih signalov. Se pravi, to ni nekaj popolnoma novega, samo leta 2016 na simpoziju v Trentu v Italiji, na katerem sem jaz sodeloval tudi z enim umetniškim projektom, kjer sva se tudi srečala s kolegom Rolandom Miletalerjem, se je ta veda seveda zelo eksplicitno preimenovala biotremologija, zaradi tega, da je bila bolj v koraku s samo materijo svojega preučevanja. Zdaj, o sami biologiji lahko govorim samo na nekoliko bolj, rečemo, amaterskem nivoju, kljub vsemu, da nekaj malega sem spoznal v vseh teh letih. Je pa tako, da je res, da so vse te vibracije, so signali s svojim pomenom. Pa bom dal na primer tisto, kar je tudi kolega Roland povedal pri svojih izvajanjih, na svojem predavanju pri otvoritvi projekta. Namreč, če gremo samo na pajka, pajkovka, ki je na mreži, seveda s svojimi nogami kontrolira gibanje mreže in ko pride žrtev v mrežo, recimo muha ali pa komar, pajkovka seveda odreagira, ve, da gre za plen, za hrano in seveda je. Zdaj pa seveda samo poleg hranjenja je pa recimo zelo pomembno tudi sporočilo pajka, ki pride obiskat pajkovko, da pride do razmnoževanja. Seveda pajek, ki pride na mrežo, če bi neprevidno stopil, bi pač mreža zavibrirala, pajkovka bi mislila, da gre za muho in bi bilo po pajku, postal bi samo hrana. Seveda, zato, da se to ne zgodi, pa seveda pajek ima svoj, rečemo temu mi v človeškem žargonu, protokol, s katerim da vedeti, da ni hrana, ampak da ima drugačen namen. In tako seveda se ta zgodba nadaljuje. Zdaj, gre seveda za zelo subtilne signale, mi s človeškim očesom to še nekako zaznamo, z ušesi pa vsekakor ne. Vedeti moramo, da v našem svetu obstajajo vibracije, ki se prenašajo po plinu, se pravi po zraku, in pa seveda po podlagi. No, in v primeru vibracijske tehnologije oziroma biotremologije seveda se preučuje zlasti signale, ki se prenašajo po podlagi, spravi po nekem vmesniku, lahko rečemo. To je za naše uho neslišno, s posebnimi mikrofoni pa te zadeve vseeno lahko spoznavamo. Se pravi, lahko damo, na primer, če premikamo mizo, bomo mogoče slišali samo ropotanje mize, ko jo vlečemo po tleh, hkrati pa ne bomo slišali pa nekih subtilnih signalov vibracije samega materiala. Te vibracije pa lahko zaznamo s temi posebnimi mikrofoni. Gre za vibracijske mikrofone, v našem primeru za mikrofone, ki so delani na osnovi
piezo elementov. Piezo element je pač element, s katerim lahko zaznavamo vibracije na podlagi, zato je tudi prilepljen na podlago, lahko temu reče, ali pa pričvrščen. V našem primeru je šlo pa za to, da je ta piezo element bil povezan z mrežo z laksom. Se pravi, na nek način je simbolično ali pa zelo praktično ponazaril podaljšek pajkove niti in ta podaljšek je bil pripet na piezo element in preko piezo elementa s pretvorbo električnih signalov smo prišli do uporabnega signala v naših aparaturah za snemanje. Te vibracijske mikrofone poznamo lahko tudi v kakšnih drugačnih izvedbah, recimo glasbeni inštrumenti oziroma glasbeniki, ki igrajo recimo kitare ali pa godala in tako dalje, uporabljajo tudi vibracijske mikrofone, ki jim poljudno pravimo kar pick-upi. In prednost takih mikrofonov je v tem, da niso tako občutljivi na določene mikrofonije, zaradi tega, ker ne pride do krogotoka med zvočnikom in pa samim mikrofonom, ampak govorimo o isti zvrsti ali pa rečemo zgradbi mikrofona. Ko si spraševala, kje je bilo vse to posneto in kako je bilo to vse posneto, en izmed bistvenih prostorov, kjer se je odvijalo to snemanje, je prostor studia Thomasa Saracena v Berlinu. Del tega studija je tudi kolega Roland Mille-Thaler, kot znanstvenik, kot proučevalec in strokovnjak za področje vibracijskih signalov, tako pajkov kot tudi drugih, tudi žuželk, ne samo členonožcev, tudi z drugimi stvarmi se ukvarja, pa recimo, da nas to področje bolj zanima. In v tem studiu so tudi z njegovo pomočjo razvili te posebne mikrofone, jih nekako pripravili do nekega nivoja, ki zagotavlja zelo kvaliteten zajem vibracijskih signalov, ki jih mi potem kasneje slišimo kot zvok. Na podlagi teh mikrofonov sem pa jaz izdelal tudi 2 prototipa tega mikrofona s podobnim principom, vendar sem jih nekoliko prilagodil, da jih je lažje prenašati naokrog na teren. Zaradi tega, ker se moja uporaba teh mikrofonov kljub vsemu razlikuje do uporabe mikrofonov, kot jih uporabljajo v samem studiu Thomasa Saracena. S takimi mikrofoni se je pa to seveda snemalo tudi v Ljubljani, v studijih Zavoda Cona in pa v mojem studiju na Gorenjskem. To je, rečemo temu, tehnična zgodba tega zajema vibracijskih signalov pajkov. So res mojstri, oni tkejo in pa predejo hkrati. In pajkove mreže so hkrati res multistrunski instrument. Hkrati so pa prisluškovalni aparat, namreč pajek zaznava vse premike, ki se zgodijo na mreži, bodisi so to čist fizični, ali je to muha, ali je to pajek, ali je to nekdo, ali je veter, lahko so tudi atmosferski, se pravi spremembe v vlagi, v dežju ali pa vetru, recimo, ki poškoduje njegovo mrežo skozi to vibracijo. Pajek zazna, v kakšnem stanju je mreža, kdo je tam. Po drugi strani pa prisluškuje svetu skozi ta svoj inštrument na način, da se pravi, da zaznava svoje okolje, se pravi prisluškovanje v navednicah. Mi prisluškovanje razumemo seveda kot zvočno prisluškovanje, ampak
z vidika pajka, je pa vsi signali do njega prihajajo skozi vibracijo in na nek način je prisluškovalni organ in tudi, oziroma instrument, in tudi mreže kot take so ene izmed najstarejših orodij sploh, ki človek uporablja. In ja, zdaj ali so pajki tista osrednja inspiracija človekove inteligence za proizvodnjo mreže, tega seveda ne vemo, ampak pajki tudi danes, čeprav so ena izmed zelo starih vrst na tem planetu, še vedno tkejo in predajo te svoje mreže. In kar je tudi zelo zanimivo pri pajkovi mreži, je to, da ima veliko praznine. In da tudi skozi to praznino je ta vibracija, potovanja vibracije po snovi, po svileni niti sploh možna. In tako kot tudi pri kakšnih drugih vrstah insektov, je tukaj pajek tisti, ki je osrednja inspiracija, recimo temu, da je tako bilo v preteklosti, za koncept mreže, fizične mreže, z vidika človeka, za lov, rib, ne vem, česarkoli, ali pa do tega bomo še pa prišli, do te današnje virtualne metafizičnega medmrežja. Osnovo sama vidim pač res zopet v naravi, kar si zelo lepo obravnavaš z tem projektom. Pa bi sama te zdaj iz teh nekih drobcev, ki sem jih nanizala, te povprašala, kako sam razumevaš ta koncept mreže. Pa tudi ta vidik praznine, neke tišine, ki tudi mora biti vmes, se pravi, da se ne zgosti preveč te vibracije, če je kaos vibracij, najverjetneje tudi pajek potem ne more več razbirati signalov in jih pač razumevati, se pravi razumevanje kot ta človeški koncept pretvarjanja nekih signalov v pomene. Torej, zdaj pa en feedback. Kaj je zdaj to? Aha, dobro. Jaz bi rekel, da določenih stvari, ki si jih vprašala, so zelo specifično stvar biologije in pa znanstvenikov, ki se s tem ukvarjajo in preučujejo. Tako da na to področje ne bi rad posegal, zaradi tega, ker bi lahko izustil tudi kakšno neumnost. Ampak bi se spravil bolj na simbolni pomen, ki si ga tudi ti izpostavlja. Seveda, če gledamo mrežo, imaš nit prostor in lahko razbereš nek določen ritem, po drugi strani razbereš tudi obliko. Seveda se tudi oblike mrež različnih vrst pajkov med seboj razlikujejo. Nekateri pajki pa sploh ne predajo mrež. In te pajki so recimo tudi zelo zanimivi, ne. Ravno v Berlinu sem posnel te pajke, ki se reče volčji pajki. To je pravzaprav so pajki, ki tekajo po tleh in žrtve, hrano nabirajo, pravzaprav ne z mrežo, ampak približno tako kot kakšne druge divje živali na 4 nogah, ne. Oni jih imajo pa le 8. Skratka, so razlike. Zdaj, mene je pri vsem tem projektu zelo zanimal ta simbolni pomen mreže. In s tem v zvezi tudi mreže, ki jih dela človek v svojem civilizacijskem, rečemo, trudu, kako in kaj narediti. Po
Po drugi strani moram seveda tudi poudariti, da ko govorim o lastnem projektu z naslovom Zvočna prepletanja, da to seveda ni projekt o pajkih, niti ni projekt niti ni to razstava samih pajkov bila, a ne. Gre res za skupek različnih, za splet različnih zvokov, ki na nek način pašejo skupaj. Tako da bi mogoče jaz raje prešel na ta drugi del tvojega vprašanja, kako jaz dojemam mrežo v kombinaciji, rečemo temu simbolni kombinaciji tega, kar počnejo ljudje. Mi ljudje tkemo predvsem virtualne mreže, če seveda odmislimo tiste zelo konkretne, katere si tudi ti naštela, to je recimo mreža za lovljenje rib, ali pa ne vem, mreže za lovljenje drugih živali kot pasti in tako dalje. Na nek način uporabljamo mreže zelo podobno kot sami pajki, ne moramo se kaj dosti razlikovati od njih, tudi mi ljudje smo živali, a ne, samo nekoliko bolj specifične. Mreže, ki jih pa pletemo ljudje, so pa v prvi meri mreže naših medsebojnih odnosov, ki jih potem dalje nadgrajujemo v sisteme bivanja, a ne, v politične sisteme, v družbene sisteme, v medčloveške odnose in odnose med osebami in tako dalje. V novejšem času je pa stvar prišla celo nekoliko bolj konkretno, v nekoliko bolj konkretno mrežne, čeprav je popolnoma virtualno. In tukaj govorimo o medmrežju. In pa tudi o mreži naših, jaz temu rečem, naših odtisov. Te naši odtisi, odtisi, ki jih je človek puščal za seboj v preteklosti, so bili odtisi od tistih prvih odtisov, ko smo jih lahko gledali, da nekdo pušča stopinje v raznoraznem materialu, po katerih si lahko sklepal, a je kdo prišel do tebe, ali je kdo te hotel zaobiti, mogoče te je hotel zajeti. Do tega, da so pravzaprav mi te konkretne fizične stopinje danes spuščamo predvsem v medmrežju in pa v povezavi z napravami, ki so sposobne oddajati signale v višje oblikovano mrežo. Tukaj bi se za hip ustavil in bi povedal, da jaz dojemam vse te stvari, ki se dogajajo na tem planetu, nekoliko mogoče celo na dva načina. Zmeraj me je zanimal informacijski sistem, ki ga je vzpostavil človek, se pravi informacijski sistem same civilizacije, seveda in tako naprej, v povezavi ali pa v dvogovoru z informacijskim sistemom, ki ga ima narava, in istočasno, ko se človek hoče postaviti izven tega sistema in govoriti o dveh sistemih, o naravnem in svojem lastnem. In tukaj dela človek prvo svojo napako, ko samega sebe hoče izdvojiti iz narave, naravnega ciklusa. V sistem, ki ga človek pravzaprav naredil v tem svojem delovanju, ima kup enih posebnosti in hkrati tudi napak. V današnjem času se to kaže predvsem v tem, da se enostavno ne zaveda, kako pušča svoje sledi, za katere misli, da se z njimi ne more nič zgoditi. Pa se. Sistemi, kot so korporacije in tudi države, pridno zbirajo naše podatke in jih seveda znajo tudi spretno uporabiti in hkrati zlorabiti. Vsak v svojem žepu nosi malega vohuna, ki sporoča vsakemu, ki je zainteresiran, kje si. Na drugi strani pa takoj, ko gremo na medmreže z računalnikom ali s telefonom,
imamo sledilce, ki zelo spretno znajo ugotoviti vse naše navade in tudi napake in potem to naprej izkoriščati naprej v svoje poslovne namene, bomo temu tako rekli. Spravi, tukaj imamo to zadevo in če se povrnem nazaj na mrežo, bi rekel, da lahko govorimo res na simbolni ravni kot o, recimo temu, o bivalentnosti svilene niti. Zdaj, kaj bi človek želel povedati s takim stavkom? Bivalentnost svilene niti. Stvar je pravzaprav preprosta in to je bistvo tega projekta. Namreč v tem projektu Pajkove mreže na simbolni ravni predstavljajo tudi mrežo človekovega medsebojnega komuniciranja na vseh ravneh. Vendar pa ta mreža ni le nek dobrohotni pomočnik, temveč tudi opazovalec centrov moči in pa kontrole. Posameznik našega sodobnega sveta, kot že rečeno, hote in nehote za seboj pušča vidne in nevidne odtise svojega obnašanja, hotenj, gibanja v realnem in virtualnem svetu. Te sledi seveda pridno beleži medmrežje. Zato to mrežo lahko povezujemo s popolnim kontroliranjem, ki ga skušajo korporacije in zatem še države vzpostaviti kot nek normalen element vsake družbene ureditve. S tem posameznik postane plen, ujet v lepljivo mrežo obljub, v kateri se niti kontrole zategnejo okrog njega, tako kot se zategnejo pajkove niti okoli svoje žrtve. No, in točno tu svilena nit pokaže svojo bivalentno moč, bivalentno naravo, spletena v tkanino lahko boža, ovita okoli plena pa zasužnji, lahko pa tudi zaduši in umori. In to je pravzaprav bistvo tega projekta. Govoriš v videu, ko smo ga pogledali na začetku, da ta drugi del zvočnega materiala so GPS, so informacije, so signali, ki si jih dobil na način prostovoljnega, darovanja z vidika GPS signalov, se pravi geolokacija in pa časovne informacije. To je tudi to, kar si zdaj že govoril, se pravi te nevidne, še kako vidne, ampak večini ljudi nevidne, nezavedne sledi, ki puščamo z uporabo virtualnega sveta in aparatur, kot so telefoni, kot so računalniki in vsa ta periferija sodobnega človeka, ki mu pač omogoča obstoj, tako se mu vse zdi v sodobnem svetu. Pa me zanima specifično, na kak način si potem te signale, informacije, o katerih govoriš, zbiral in na kak način si jih potem pretvarjal v zvočno materijo in potem čisto strukturno, potem bi se pa vrnila čisto na strukturno in na samo kompozicijo, zvočno kompozicijo 8-kanalno in pa na performance. Na kak način si potem te dve zvočni materiji prepletal čisto strukturno oziroma kompozicijsko? Ja, kot si že rekla, ne,
treba je bilo dobiti prostovoljce. Ni bilo dovolj, da zbiram material v svojem lastnem gibanju samo o sebi, ampak zdaj, če bi hotel zelo kompleksno to stvar narediti, bi moral se povezati kar z velikim številom ljudi, ki bi dali na razpolago svoje materije, svoje materiale in svoje podatke. Zdaj, seveda to je tako, tudi pri snemanju pajkov, če se samo za hip povrnem nazaj, je treba povedati, da noter niso uporabljeni samo zvoki, ki so bili snemani letos v teh pogojih, vendar je bilo uporabljen tudi material iz privatnega arhiva kolege Rolanda Miletalerja. Namreč treba se zavedati, da proučevanje takih signalov ni od danes na jutri, da zahteva velik časovni angažma in seveda ne moreš najbolj uporabnih materialov dobiti po nekem naključnem principu samo. Seveda lahko ga dobiš nekaj, ampak za veliko stvari pa enostavno ne gre. Tudi tokrat na tem snemanju letos sem pričakoval, da bom dobil še neke signale, ki jih bom lahko sam posnel, pa jih je bilo treba neko določeno količino uporabiti iz arhiva. Nekaj signalov pa enostavno ni bilo možno posneti, ker ni bilo zadosti časa in prostora za takšno snemanje. In zelo podobno se dogaja tudi takrat, ko hočeš dobiti signale ljudi in njihovega gibanja. Najprej se morajo dobiti prostovoljce, ki želijo kaj takšnega od sebe dati, potem pa je treba si izmisliti sistem, kako to pretvoriti. No, in tukaj pride ta zgodba, ki je lahko zanimiva za tiste, ki jih zanimajo tehnični postopki. Tehnični postopek je bil narejen na sledeč način. Najprej seveda sama struktura materiala, kakšnega hočem dobiti, na kar pa je bilo treba iznajti sistem, kako pretvoriti GPS signale v neko formo, ki bi bila glasbena ali pa glasbeno razpoznavna. In tukaj v tem primeru pride do sistema, ko sem naredil navodila za pretvorbo GPS signalov v MIDI protokol. Zdaj, moji napotki so ena stvar, vendar sam tega ne znam narediti, ker nisem izobražen v tej smeri. Jaz nisem informatik, te zadeve me zanimajo, nekatere tudi razumem, vendar teh stvari ne morem delati. Zato sem se povezal s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, konkretno z laboratorijem za računalniški vid, kjer se je s pomočjo globokih nevronskih mrež prišlo do, rečemo temu, sonificiranja gibanja. Kako pa je to potekalo? Potekalo na ta način, da se je izbralo neke sinonime osnovnega materiala, rečemo, temu bi rekli, se pravi, lahko znakovni princip, in te znaki so se najprej pretvorili v črke. Črke so najdle sinonim v črkovnem materialu glasbenih lestvic in vse to skupaj je šlo v MIDI protokol. Na samem mestu mešanja je prišlo, se pravi, pa še do intervencije človeškega glasu, ki v tem projektu ima vlogo tudi, kako bi človek rekel, prisotnosti človeške figure v samem, se pravi, v prisotnosti človeka. Čeprav je bil ta človeški govor, ni bil govor, ki bi ga govorili pravi ljudje, ampak je šlo za izpeljavo tako imenovanega text-to-speech protokola, ki ga ima tako rekoč vsak računalnik danes. Se pravi, na eni strani suhi podatki, črkovni, tekstovni, pretvorjeni v MIDI protokol, po drugi strani
podatki o poziciji nekoga na nekem določenem mestu pretvorjeni v geografsko širino in dolžino, povedani v različnih jezikih. No, in to potem pride v korelacijo z zvočnim materialom pajkov in oba elementa sta bila potem pa še v sami partituri elektroakustično obdelovana in spravljena v tisto končno formo. V samem stekleniku, v formo 8-kanalnega zvočnega projiciranja, lahko temu tudi rečemo, kjer je prišlo do situacije, ko je material krožil po prostoru, po drugi strani je pa določen material imel domicil na posamičnem prostoru. Se pravi, lahko bi simbolno rekli, da nek določen material je imel domicil na neki mreži ali pa v nekem gnezdu, drug material nekje drugje, potem pa pride do izmenjave vsega tega in stvar začne krožiti s pomočjo 8-kanalnega interfejsa. 8-kanalne oziroma večkanalne postavitve oziroma delo z zvokom v prostoru, dejansko v prostoru in tudi v času, kjer potem cel naš senzorni spekter deluje drugače. Imela bi še eno vprašanje, se pravi, primerjava teh dveh materij, o katerih zdaj govoriš, se pravi na eni strani pajki in njihova vibracijska komunikacija in pa percepcija, in na drugi strani človek, ki je pač do neke evolucije, do katere smo v naši kulturi prišli, se pravi ta virtualni svet, ki pa seveda mora biti, da deluje, mora biti močno podprt z resursi planeta, z energijo, da to vse skupaj zaganja, ki je še kako konkretno fizična in tudi omejena. In to, se pravi, ta vibracijski čut bi tudi naj bil pač zelo starejši, kot pa ta slušno izoblikovan senzor našega čutila, s katerim slišimo. In če grem čisto konkretno, se pravi, naša izkušnja zvočnega dela je slušna, ampak te večkanalne postavitve, kjer umetnik lahko dela v prostoru, pa se že približa, se rahlo približuje, da se ta, se pravi, slušen senzor odpre še drugim načinom zaznave. Vprašala bi te pa to, se pravi, kar te zanima, ta vibracijska realnost, kakšen odnos imaš do tega, recimo, če dam primer, človek tudi ima sposobnost čutenja, to je dotik, seveda dotikamo, se pravi, se največ z rokami, ampak čutimo z celim telesom, se pravi za kožo. Ko je potres, mi zaznamo to vibracijo zemlje z celotnim telesom, z čutom čutenja, se pravi dotika, tudi slišimo in tudi vidimo. Recimo, če potres, kar je bilo, recimo, ravno ko si govoril, sem na to pomislila, da zgodaj spomladi smo v Sloveniji imeli potres in meni se je zgodilo, da sem ga res čutila z celim telesom, slišala in pa tudi videla, zato ker se je pohištvo v moji spalnici premikalo. To prehajanje teh vibracijskih signalov v zvočno polje pa na nek način prenese, se pravi, zgodi se prenos signala iz modalitete vibracije v modaliteto zvoka, ki jo slišimo. In me zanima ta tvoj odnos, se pravi, med vibracijo kot širše zaznavno, ne samo slušno,
in pa potem tem zvočnim poljem, ki ga pa prvenstveno zaznavamo z ušesom. Ja, z enim zelo zanimivim, ali pa rečemo temu z eno zelo zanimivo primerjavo. Velikokrat rečemo, da nekdo oddaja dobre vibracije ali pa slabe vibracije. Ne? To je zelo zanimivo. Ne rečemo, da nekdo oddaja dober zvok ali pa slab zvok. Govorimo o vibracijah, kar je zelo zanimivo. Druga stvar, ki je, ljudje, ki ne vidijo ali pa zelo slabo slišijo, seveda dojemajo glasbo preko dotika. Dotik. In dotik, že samo besedo dotik, pravzaprav nosi v sebi tako fizično kot tudi duševno komponento nečesa. Ti se človeka lahko dotakneš z besedo, se pravi s pomenom, ti se človeka dotakneš tudi s svojim glasom, ko besedo izgovoriš. In zdaj, zakaj je vsa zadeva tudi v današnjem času zelo napeta, ker smo v temu zaklepu, se opravičujem, ker smo kljub vsemu navajeni na neposreden kontakt. In če ti eno zadevo prebereš, je drugače, kot če ti jo nekdo pove. Se pravi, mi celostno poslušamo in dojemamo, se pravi, in sporočilnost tistega, kar je napisano, in pa tudi način sporočanja. Zato je seveda interpretacija tako pomembna. In zdaj tudi pri zvoku, kar spomnim se, če sediš v dvorani, koncertni dvorani in poslušaš glasbo, ne glede na zvrst, ampak bom tukaj se omejil na klasično glasbo, recimo na simfonični orkester, greš v dobro akustično dvorano in pride forte fortissimo in te zvok objame in kar naenkrat ugotoviš, da ti lezijo mravljinci po telesu, ne samo zato, ker je dobra glasba, ampak tudi zato, ker kompletno tvoje telo odreagira na tiste vibracije, namreč zvok je zelo močan element in v bistvu tudi tvoje telo pravzaprav začne vibrirati s tistim zvokom. Se pravi, ne moramo govoriti samo o slušni percepciji, ampak celostni, telesni percepciji zvoka kot takega. Vemo tudi seveda, da se zvokom da, če ne drugega, so delali poskuse, početi kozarce, ne vem, rušiti stvari, povsod si lahko gledaš sisteme, ko z zvokom preko zvočnika premikaš drobne elemente, se pravi, da sama frekvenca oddajanja zvoka, recimo železne opilke na gladke podlage spravlja v različne oblike, različna frekvenca v različne oblike. Se pravi, da tukaj so eni čist neposredni dokazi vpliva vibracije na percepcijo. Zdaj pa seveda, če gremo potem stran od tega in se postavimo v to vlogo, kaj pomeni glasba preko zvočnikov in kaj pomeni glasba v živo, je popolnoma jasno, da je količina vibracij, ki pride z glasbo v živo, popolnoma drugačna in tudi karakter je drugačen, kot percepcija glasbe preko zvočnikov. Zato pravzaprav nikoli ne moramo govoriti o tem, da lahko prenesemo občutja, ki jih dobimo v koncertni dvorani, v svojo lastno dnevno sobo. Ne gre. Ampak zvočniki, ki pa so v koncertni dvorani, so pa v funkciji akustike tistega prostora in pridobivajo drugačno vrednost. Spet smo že pri tem, da en predmet lahko v dveh različnih poljih uporabe ima drugačno funkcijo ali pa dodatno funkcijo. Tako da iz tega vidika gledam jaz v bistvu tudi na vibracije kot takšne. In pa po drugi strani se moramo zavedati pa tudi to, da tudi ti vibracijski signali spadajo v tako imenovani neslišni svet. To je zdaj ta človeška percepcija. Mi cele dneve hodimo po svetu, za katerega mislimo, da ne obstajajo, se pravi, ker ga ne vidimo, ker ga ne slišimo, za nas ta svet ne obstaja.
In to je seveda zelo nevarno, ker zaradi takega načina pogleda na svet se lahko krepi naša ignoranca do našega okolja in če ne slišiš, če ne vidiš, te ne briga. Zato mislim, da je tukaj tudi veliko problemov v današnjem svetu, ki se najbolj zrcalijo v onesnaževanju vseh vrst tega planeta. In razvitje enih takih tipal, ki bi človeku dala nazaj feedback, se pravi informacijo, tako kot pajek, on oddaja in tudi sprejema in zelo dobro ve, kaj se za njegovo mrežo dogaja. Človek pa to medmrežje uporablja, ampak zaenkrat še ni nekje razvil sofisticiranih tipal, s katerimi bi pridobival feedback nazaj. Pa me zanima, kako pa vidiš nek ta, ker pogovarjamo se v določenem kontekstu, to je ta platforma Cons, ki njen intenca je združevanje umetnosti in pa znanosti, pa tudi gospodarstva. Pa me zanima tvoje razmisleki, kje vidiš neke te, predstavljam si, da je to res inspirativna tematika, se pravi gledati vzvratno nazaj, tudi skozi izkušnje projekta, ki ga razvijaš. Kaj bi bil tisti nek nasvet ali pa inspiracija ali pa aspiracija, navdih v sorazmerju recimo z gospodarstvom in s temi aspekti naše kulture? Mislim, da je stvar bolj preprosta, kot si upamo predstavljati ali pa priznati. Začne se s tem, da brez znanosti ne moremo preživeti, da posebej brez bazične znanosti ne moremo priti nikamor. Samo aplikativna znanost nas ne more nikamor pripeljati, zaradi tega, ker aplikativna znanost mora za svoje početje imeti bazično znanost. Podobno se dogaja na področju umetnosti, kjer bi lahko rekli pod navednicami, da imamo bazično umetnost in aplikativno umetnost, pa mogoče zelo poenostavljeno rečeno, temu lahko rečemo tako imenovana resna umetnost, o tem se da seveda zelo razpravljati, ampak rečemo klasična muzika, eksperimentalna muzika, ki odkriva, ki ne samo eksperimentira, ampak raziskuje določene različne stvari, daje polje in snov vse tisti aplikativni umetnosti, ki jo poznamo bolj pod imenom pop. Skratka, ta pop jemlje iz tega bazena. Brez tega bazena tudi pop ne more obstajati. Lahko samo širi decibele oziroma više decibele hrupa, pa lahko postane osiromašen. Zdaj, problem, ki v glavnem nastaja, je seveda ta, da razumevanje predvsem tehničnega razvoja v znanosti caplja za samim razvojem. Problem človeka je, da ne razume popolnoma tistega, kar ustvari nek določen trenutek. Tukaj govorim predvsem o problemu posameznika. Človeštvo kot vrsta, spravi z neko grupno zavestjo, morda prej pride do razumevanja svojega lastnega početja in pa svojih lastnih invencij, posameznik pa teže. In tudi posameznik se zelo teže sprijazni z nekimi stvarmi, ki na prvi pogled izgledajo lepe in krasne in prijazne, pa se čez čas ugotovi, da so prav za njega lahko celo pogubne. Tako da ukvarjanje znanosti in umetnosti predstavlja en velik korak k razumevanju naših lastnih invencij in obstoja. Zaradi tega, ker če me že vprašaš, zakaj pa znanost potrebuje umetnost, je odgovor tako nekoliko nesramen, hkrati preprost. Znanost, seveda, ker je zelo eksaktna, rabi pravzaprav vedno preizkus, ki utemelji
neke predpostavke. A ne? Umetnost je pa tista, ki te poskuse lahko ignorira, se požvižga na njih in gre preko njih, se pravi, krši pravila. In tudi v znanosti marsikatero odkritje je bilo narejeno zaradi kršenja pravil, po eni strani, po drugi strani zaradi naključja. In oba principa sta seveda vključena tudi v umetnost. Se pravi, ko govorimo o umetnosti in ko govorimo o znanosti, govorimo o zelo podobnih platformah in zelo podobnih osnovah za delo. Tukaj sem videl vprašanje, ali v zvočni kompoziciji obstaja kakšna notranja vzročna fenomenološka povezava med pajkovim brenkanjem, nevronskimi mrežami, ki procesirajo črke in GPS signalom, ali gre za povsem arbitrarno izbiro. Pravzaprav vsebuje vse to, kar je tukaj vprašano, ne? Se pravi, gre za to, da je predvsem gledano na sistem, če govorimo o pajku kot o brenkaču, lahko je pa tu je pajek tolkalec, ne, odvisno kakšne signale daje v določenemu trenutku. V projektu je pravzaprav želeno prikazati predvsem to, da imamo veliko več sličnosti pri svojih aktivnostih. Mi ljudje s svojim početjem kot tudi živali, s tem, da živali določene stvari, mi temu rečemo, delajo brez pristopa, ki ga zagotavlja inteligenca, pa vendar se o tem da razpravljati. Poznamo teorije, ki govorijo o tem, da možgani niso tisti, ki zagotavljajo, da je ena stvar inteligentna. Kot zanimivost poznamo primer enoceličnega bitja, ki sem pozabil zdajle ime, res se opravičujem, pa je brez možganov, pa pravzaprav zna najti poti in se obnaša tako kot inteligentna bitja. In zdaj, če govorimo o teh nevronskih mrežah, nevronske mreže pa nam ljudem trenutno pomagajo pri razumevanju vsega tega okrog nas in upam, da nas bo še kam zadeva pripeljala. Področje umetne inteligence je zelo zanimiva stvar, hkrati vzbuja tudi pomisleke, odpore, ker nikoli ne veš, ali te bo stroj želel nadomestiti ali ne. Ta trenutek tega ne vemo. Vsekakor pa mislim, da umetno inteligenco tudi potrebujemo v nadaljnjem človeškem razvoju. Se verjetno koncu našega govora, pa bi te povprašala še, kje so zdaj v tem hipu tvoje inspiracije? Kaj te intrigira? Pravzaprav ta trenutek še kar ostajam na tem, kar sem delal do sedaj. Je pa res, da v vseh teh letih tega mojega početja, namreč to bioakustiko sem pravzaprav začel jaz v začetku 80-ih let, pravzaprav, ker sem začel postavljati osnovne principe. Čedalje bolj me pa pravzaprav zanima kompleksnost teles, ne. Ni, da je, ne gre za to, da je samo človek ima telo, pa samo žival ima telo, tudi planet je svoje telo in pa seveda odnosi med temi telesi, za katere ni nujno, da imajo samo fizično obliko. To je pravzaprav tisto, kar me najbolj zanima tudi naprej. Mislim, da lahko končava. Boštjane, se ti zahvaljujem za te res izčrpne in za tvoj projekt in za ta pogovor, ki je zelo inspirativen in tudi
sama instalacija, mi je žal, da ljudje ne morejo obiskati v fizični realnosti, ampak ja. Upamo, da se bo kdaj še v taki oziroma v drugačni obliki, podobni obliki še ponovila. Hvala za vprašanje in pogovor. Ja, Petra in Boštjan, hvala. In ja, Cons modul bo še naslednji 2 leti z nami. Se pravi, jaz sem prepričan, da Boštjanovo inštalacijo vidimo tudi v Modni hiši in tudi še marsikje po Sloveniji in svetu. Nič, to je to. Publiki se bi zahvalil, pa vas povabil še naslednji torek na naslednji pogovor, ko se predstavi umetniški kolektiv Brida. Petra, adijo. Boštjan, adijo. Miha, adijo.